Dobrodošli na Zoom razpravi o sodobni islandski književnosti. Sem Sverrir Norlat, islandski pisatelj in bom danes moderator. Z mano so tri islandski avtorji. Kristín Ómarsdóttir je pesnica, romanopiska in tudi ilustratorka. Ragnar Helgi Ólafsson, ki je pesnik, pisec kratkih zgodb, esejist, založnik, oblikovalec knjig in vizualni umetnik. In Bergdóra Snæbjörnsdóttir, ki je pesnica in romanopiska. Današnja tema je islandska književnost. To bi lahko razumeli kot knjige, ki so danes napisane v islandščini. In zdelo se mi je zanimivo, če začnemo razmišljati o tem, kaj nam to dejansko pomeni, islandska književnost. Začel bom z osebno noto. Ko sem odraščal, me islandska književnost ni posebno zanimala. In šele, ko sem jo spet spoznal skozi tujo literaturo, sem začel brati tuje avtorje, ko sem živel v tujini, in takrat sem se vrnil k islandski književnosti. Spoznal sem, da avtorji, ki so odraščali v moji državi, so verjetno spoznavali iste avtorje in obstaja tak pogovor s širšim svetom, ne samo s tem našim včasih turobnim otokom. Tako sem se nekako sprijaznil, da sem islandski pisatelj. Torej, Kristín. Tvoje pisanje je zelo islandsko v smislu, da se zelo igraš z jezikom. Verjetno je kar velik izziv te prevajati, hkrati pa imaš nekakšen mednarodni slog, če je to prava beseda. Kako se vidiš? Si islandska pisateljica? Razmišljaš v teh okvirih? Ne, mislim, da je tako kot pri spolu. Ne razmišljam o nacionalnosti ali spolu ali o drugih značilnostih identitete. Vedno sem imela težave s to besedo, ne razumem je identiteta. Nikoli nisem razmišljala o sebi kot o posebej islandski ali posebej ženski ali posebej kaj drugega. Bolj se vidim kot žival ali osebo ali kaj pa vem. Torej, ne maraš asociacije z spolom in z nacionalnostjo. To so podatki iz potnega lista. Kako visoka si, kakšne barve oči imaš, M ali Ž, islandska državljanka in tako naprej. In sem proti mejam. Ja, tako. Ampak seveda govorim in pišem v islandščini, zato sem islandska pisateljica, seveda. In prav tako se mi zdi, da je jezik v nadzoru, da jezik nadzoruje moje pisanje. Včasih se mi zdi, da so besede moji gospodarji. Da besede vse skupaj vodijo. Misliš, da besede narekujejo pisanje? Ja, tako. In zato sem tudi islandska pisateljica. Morda pa je jezik ta meja našega pisanja. Ampak srečna sem znotraj tega jezika, popolnoma sem zadovoljna v islandščini. Mogoče smo islandski pisatelji, smo zato, ker ljubimo
islandščino. No, jezik je, no, kako bi rekla, jezik je kot oseba sama po sebi. Ne maram uporabljati besede ljubiti, ker se je bojim v vseh smislih. Nisem ljubiteljica jezika, torej ljubiš besede, ampak si skeptična. Ne vem, če ljubim besede, ampak zelo so mi všeč. In všeč mi je, kako lahko ta jezik ustvari vse te knjige, ki jih berem v islandščini. Bergdora, zdaj bom pa tebi postavil vprašanje, če smem. Lahko ponoviš, prosim? Saj ga nisem še postavil. Sva iz iste generacije. Vem pa, jaz sem odraščal v Reykjaviku, v prestolnici, ti pa ne. Ne. Nam lahko poveš, kje si odraščala? Odraščala sem na kmetiji. Moj oče je bil rejec konjev in je še rejec konjev. Odraščala sem torej na kmetiji, kakšno uro stran od Reykjavika, ne prav daleč. Ne prav daleč. Ko sem razmišljal o sodobni islandski književnosti, sem pomislil, da se zdaj piše veliko knjig, ki pričakujejo, da bodo prevedene. Veš, kaj misliš? To so zgodbe, ki se jih da prevesti. Na primer, kriminalke. Liki imajo imena, ki se jih da izgovarjati v drugih jezikih. Potem imamo tipične epe o ribičih v 19. stoletju. Ljudje take stvari pričakujejo in druge stvari. Ampak zanimivo se mi je zdelo v tvojem romanu Svinjska glava. Ja, to je prevod, ne zveni prav dobro. V islandščini pa super zveni. Tam pripoveduješ zelo islandsko zgodbo. Govoriš o priseljencih, o ljudeh, ki ponavadi nimajo glasu v islandski književnosti. In pomislil sem, da so to zelo islandske zgodbe, ki niso pogoste v sodobni islandski književnosti, vsaj ne v leposlovju. Se je to zgodilo, si to storila namenoma? Misliš, če sem se usedla in sem rekla, ta skupina ni zastopana, imam občutek, da tega nisi storila. Ne, res ne. To se mi zdi zanimivo. Roman je tako svež in je všeč veliko ljudem, ravno zato, ker je zapolnil neko praznino. Hvala. Zares me je bilo strah, ko sem ga pisala. Bala sem se, ker je kar dramatičen. In strah me je tega, da sem dramatična. Že takrat, ko sem bila otrok in so mi rekli, da ne smem biti preveč dramatična. Strašljivo se mi zdi pisati o podeželju in tako naprej. Ampak nisem se odločila že vnaprej o tem, nisem se zavedala tega. Zdaj, ko sem od tebe slišala to novo interpretacijo, sem ugotovila, da tega nisem vedela. Opisuje Islandijo, ki
je turistična industrija ne bi ravno promovirala, je zelo mrka in neusmiljena v preteklosti, pa še to, kar se dogaja v sodobnosti. Ja. Mislim, da ljudje, ko sem pisala, nisem vedela, kaj bom napisala. Ko človek piše, so to kot vrata, ki jih lahko odpremo in lahko izvemo vse. V življenju nimamo dostopa do ljudi na ta način. Ne moremo videti njihovih misli, njihovih značajev navzven, njihovih čustev, njihove krhkosti. Morda zato, ker se mi ljudje zdijo kompleksni in se jih malce bojim na nek način. Družabne situacije se mi zdijo zelo nelagodne. Vsaj zelo pogosto. In pisanje je način, kako poskušam razumeti ljudi. Začutila sem potrebo, da razložim, zakaj počnejo te strahotne, grozljive stvari, ki so jih počeli. Poskusila sem sama to razumeti, čeprav jim nisem obrnila hrbta, čeprav nisem razumela, zakaj to počnejo. Ne vem, če je to posebej islandsko. Odraščala sem s takimi moškimi okrog sebe. To je prisotno v knjigi. Misliš moškimi, kot je lik v knjigi? Aha, zanimivo. Ja, tako je. Zdi se mi, da veliko islandskih pisateljev živi v mestih in zgodbe se dogajajo v Reykjaviku, lahko pa bi se tudi v Københavnu. Ja, mednarodne so, torej ti pa nimaš take izkušnje, ne. Mislim, da taki ljudje, ki so v knjigi, so na podeželju v Islandiji, na otoku in podobne bi lahko živeli tudi na Poljskem ali kje drugje, to ni tako pomembno. Kako kaj kava, Ragnar? Ne slišimo te. Ja, kava je odlična. Ne morem verjeti, da edini pijem kavo. Aha, Bergdorfa, ti imaš tudi. A se hecaš? Kaj pa Kristin? Kristin ima vodo. Zato, ker sem že zjutraj popila že veliko kave. Ja, samo norci pijejo vodo. Mene bi bilo preveč strah brez kave. Na začetku sem si pripravil celo smuti. Ragnar, upal sem, da nam boš kaj prebral. Imaš kaj pripravljenega? Joj, pozabil sem. Aha, pozabil. Ravno zato sem tebe izbral. O, hvala. Ja, samo trenutek. Hočem, da je spontana odločitev. Ja, prebral bom bluzovsko pesem. V redu, dobro se sliši.
Saj ste razumeli, kaj ne? Mislim, da si ubral odličen tempo. Hvala. Pred kratkim si napisal to knjigo, naslov je Očetova knjižnica oziroma Knjižnica mojega očeta. Kot veš, me je zelo ganila. Nekako je absurdno, da ti bom povedal, o čem gre knjiga, vendar moram malo opisati. Po smrti tvojega očeta si moral iti skozi njegovo knjižnico in odločiti, kaj boš obdržal in kaj zavrgel. Ob tem greš skozi vse te knjige, ki jih je zbiral in spadajo v žanr, ki umira oziroma izginja. V islandščini imamo posebno besedo zanj. Lahko bi prevedli kot lokalno izročilo. To je tako islandska beseda, da jo je težko prevesti. Ja, ne obstaja drugje. Knjiga je tako ganljiva, ker to lokalno izročilo spada v knjižni format. Težko ga je prenesti v drug svet. Ni mu udobno v tem trenutku, bi rekel. In islandščina je odlična ravno v tem lokalnem izročilu. Potem pa je še tu tvoja pesem, parafraziral bom. Nekoč v prihodnosti ne bo več nikogar, ker bodo vsi odšli na dopust v preteklost. In všeč mi je ta ideja. Veliko pisateljev tako misli. Ni nujno, da je bilo vse boljše v preteklosti, ampak pisanje je na drugem koncu od tehnologije. Tehnologija se vedno ozira po prihodnosti, pisanje pa uporablja nekaj, kar se je že zgodilo, uporablja spomine. Jaz sem se tega lotil z drugega vidika. Pred 20 leti sem začel z vizualno umetnostjo in želel sem se ukvarjati samo z umetnostjo, ki uporablja tehnologijo, računalništvo, programiranje. In zgodovinsko gledano je umetnost tehnološka. Problematično je še nekaj. Knjiga je tehnološka. Je stvar. Ja, celo poklic pisatelja je nekaj, kar izhaja iz Gutenbergovega tehnološkega izuma. Je zapleteno. Je nekakšna nostalgija v vseh umetnostih. Obstaja pa taka santanska povezanost med nostalgijo in melanholijo. Tega mi nisi nikoli povedal. Hotel si se ukvarjati z umetnostjo, ki se osredotoča na tehnologijo. Ja, seveda, to sem počel prvih 10 let svoje umetniške kariere. In potem si napisal to knjigo o očetu, ki je bil založnik in zbiratelj knjig. Ti si pa pisatelj, misliš, da je bila to reakcija, si se upiral? Ne, nikoli ni šlo za upor. To so bili novi načini za priznanje poraza. Vedno me nadvladajo moji lastni projekti. Ko prideš do popolnega konca tehnološke umetnosti, se usedeš, malo zajokaš in začneš pisati poezijo. Tako priznaš totalen poraz. Tehnološka umetnost je popoln absurd. To me je spomnilo na
španskega pisatelja Javierja Mariasa. Rekel je, da je biti pisatelj grozno, to je grozljiva situacija, ampak konec koncev je to bolje kot karkoli drugega. Ja, tako nekako, ja, pogosto je tako. Naj se vrnem nazaj k tebi, Kristin. Ragnar je omenil poraz. Pomislil sem na to, če imaš namen napisati knjigo v islandščini in ne želiš napisati mednarodne kriminalke, imaš zelo skromna pričakovanja glede bralstva in tudi splošnega uspeha, vsaj v finančnem smislu. In to se mi zdi nekaj čudovitega. Umetnost se ustvarja zato, ker se jo mora, zabavo pa zato, da se zasluži. Večkrat sem pomislil na to, zakaj vztrajamo pri pisanju v islandščini, pri pisanju naših zgodbic. Res ne vem, težko bi rekla. Ne vem, kaj bi rekla. Pisati sem začela kot dokaj mlada oseba. Ja, izbrala sem najmanj dobičkonosen poklic, ki bi ga lahko. Bila sem zelo revna, veliko let. Revna in brez kakršnekoli varnosti. Brez varnosti za naslednje leto in tako. Hkrati pa sem proti vsemu temu, proti praktičnosti. Vedno sem bila proti praktičnemu razmišljanju. A ni varnost tako in tako iluzija? Ja, praktičnost mi ni bila nikoli všeč. Morda zato. Ja. Ragnar in Bergdora in ti lahko poveste najbrž enako, ko si najstnik in imaš rad jezik, te to odpelje nekako, odpelje te stran. Ko začneš pisati poezijo, nekaj se zgodi. Ja. Nekaj, ki je še resničnejše od resničnega sveta, iz katerega bežimo. Ja. Pred kratkim si izdala to krasno knjigo, ki je zbirka poezije. V bistvu prvih 8 zbirk pesmi. Že na začetku si imela isti ton, ki ga še zdaj ohranjaš. Pa še ta igrivost besed je prisotna. Zdi se, da razmišljaš o besedah drugače od drugih ljudi. Vzameš jih in jih nekako, ne vem, igraš se z njimi, hkrati pa je lahko zelo politično. Ta igra doda celo neko resnost vsebini. Morda lahko odgovoriš na to, ker me zelo zanima. Ali se ti zdijo besede v prvi vrsti igrače? Ja, mogoče pa imaš prav, ja, tako. Ragnar in Bergdora delata v vizualni umetnosti in najbrž lahko razumeta ta smisel. In začela sem pisati v dobi Ronalda Reagana in Margaret Thatcher, mogoče pa zato. Zato sem mogoče proti kakršnikoli praktičnosti, proti finančnim stvarem. Takrat so
vsi začeli študirati finančne znanosti. Tudi igranje z besedami je lahko praktično, se mi zdi. Ja, seveda, seveda. Bergdora, vrnil se bom k tebi. Zdi se mi, kot da sem gostitelj TV oddaje in moram vsakega gosta posebej nekaj vprašati. No. Bergdora, vem, da si ti tudi živela v tujini in kar naprej razmišljam o tem. Zares me je presenetil izraz sodobna islandska književnost. Res ne vem, kaj je to. In če lahko nekaj dodam in se malo pohvalim, prvič v življenju imam nekakšno delovno sobo. Vse svoje knjige sem prinesel in zgradil knjižno omaro. Zelo lepo je videti, navdušena sem. In mislil sem, da mi bo to dalo nekakšno avtoriteto. Ja, mislim, da z vsemi temi knjigami si videti pameten. Ja, to sem potreboval. Meni se zdi pa, da se zdiš kot knjigotržec. Gledal sem te knjige in pomislil, da so z vsega sveta pisatelji, ki so name vplivali, so Islandci, večinoma pa ne, in tega ne zares ločujem. Zato me zanima, kakšen je tvoj odnos z vplivi s sodobno islandsko književnostjo? Ne, tudi na splošno. Tako kot je rekla Kristin, ne razmišljam o nacionalnosti oziroma o tem, to je nov islandski avtor, to moram pogledati. Hkrati pa je to vedno, kako predstavljamo književnost. Ja, ker smo majhna skupnost, zato nas to zanima. Ampak veliko berem tudi tuje avtorje. Dandanes, odkar sem odrasla, odkar sem bila mlada ženska, do zdaj sem brala veliko tujih avtorjev. Odkar imam otroke, večinoma berem v temi in berem na bralniku Kindle, ko že govorimo o knjigotržcih. In to mi res ni bilo všeč. Rada tipam papir. Zdaj pa mi je všeč, ker lahko vse kupujem, ampak to pa ni ravno dobro za moj bančni račun, ker kar naprej kupujem knjige. Imam pa zato veliko svobode. Čeprav sponzoriram Amazon, kar ni prav dobro. Nisem dobra potrošnica. Ko sem bila otrok, pa so name močno vplivali islandski avtorji. Zlasti avtorice v bistvu. Ko sem bila najstnica, stara morda 11 oziroma 12 let, sem dobila zbirko pesmi Kristín Ómarsdóttir. To je bilo božično darilo, ki sem si ga želela. In potem sem začela pisati kot Kristín za 2 leti, dokler nisem imela 13 let. Potem je Gudrun Eva Minurfdottir izdala zbirko kratkih zgodb, ko je imela 19 ali 20 let. In bila sem zares navdušena. Pomislila sem, ženska je samo nekaj let starejša od mene in piše kratke zgodbe. In potem sem začela tudi jaz pisati kratke zgodbe kot ona.
In vsi liki so imeli sive oči v barvi kajve. Kako se že temu reče? Aha, pašteta. In te zgodbe sem dala svojim fantom. Takrat, ko smo delali kompilacije pesmi za tiste, ki so nam bili všeč, in sem jim to dala. In so jih prebrali. Ja, eden. Samo eden? Ja, eden. Večinoma so živeli v Srfusu in so se pretepali v gostilnah. Eden mi je dal papirnat robček, umazan s krvjo z njegovega prvega pretepa. On ni prebral knjige. In prekinila sem z njim potem, ko sem dobila ta robček. Mislim, da so name močno vplivale avtorice. A še imaš ta okrvljen robček? Ne, vrgla sem ga stran, kar je škoda, ker ga je on dolgo časa imel. Takrat sem bila stara 16 let in zdaj mi je še vedno malo žal. Nam lahko kaj prebereš, če imaš pripravljeno? Tudi jaz sem pozabila, zato moram vstati po knjigo. Lahko si pa kaj izmisliš na licu mesta. Aha, ja, oči, barve paštete. Morda pa bi raje kasneje prebrala, ko bo kdo drug govoril. Ja, Kristin, boš ti kaj prebrala? Tudi jaz sem pozabila. Aha. Morda greva skupaj po knjigo. 1, 2, 3. Zdaj pa sva ostala samo midva. Ja, samo jaz in ti. S čim se zdaj ubadaš? Zdaj delam na zbirki pesmi. Ne vem, če bo sploh končana. Je zelo obsežna, več 100 strani. Torej, ni ravno praktična zbirka pesmi. O, sliši se kar dobro. Ne, sliši se dobro, ker je čudno, ampak ni nujno, da je dobro. Aha, ja, no. Sliši se tudi grozljivo. Ja. Več 100 strani. Zvonil mi je telefon in moral sem pogledati, ker ima moja žena kmalu rok poroda. Tako da, če boste brali in bom jaz moral zbežati, kar nadaljujte. Bergdora. V redu. Kar tako, naključno bom izbrala. Nam boš kaj povedala o tej knjigi? Aha, seveda. To je zbirka pesmi, ki so nekako povezane. Nekakšna novela v nekem smislu. Naslov je Florida. Ja. Zdaj bom prebrala stran, ki sem jo odprla. Tega ne bi nikoli izbrala. Morda je to dobra priložnost. Najlepša hvala. Kristin, je zate drugače pisati poezijo ali romane? Ja, popolnoma. Misliš, poješ tudi drugačen zajtrk, preden začneš pisati? Vedno isto. Vedno ješ isti zajtrk? Ja. Še vedno ješ kašo, ki sem ti jo dal? Včasih. Torej, ni vedno isti zajtrk? Ne. Nam boš prebrala pesem? Izbrala sem to knjigo.
Naslov je Pajki v izložbi. Izšla je isto leto kot Florida in spomnim se, da sva kdaj skupaj brali. In prvič sem slišala tebe brati v nekem baru in popolnoma sem bila očarana nad tvojim pisanjem. Lepo, hvala. Malo bom razširil našo razpravo. Ragnar. Ja. Se spomniš, kdaj si začel pisati? Kaj je tvoj prvi spomin na pisanje? Ne spomniš se? Ne, ne zares. Pisal sem kratke zgodbe v šoli, še kot otrok. In potem sem pisal v srednji šoli. Potem je pisanje šlo na stranski tir. Veliko let sem študiral filozofijo. Filozofija je zame študij jezika. Delal sem v vizualni umetnosti in sem pisanje dal na stranski tir in potem je nekdo rekel, da naslovi mojih del postajajo vse daljši. In takrat sem pomislil, morda pa bi se spet lotil pisanja. Si bolj pisatelj kot umetnik ali obratno? Všeč mi je svoboda, da sem vizualni umetnost, ki včasih piše, in pisatelj, ki se včasih ukvarja z vizualno umetnostjo. V tem je nekaj svobode. Bi bil boljša oseba, če bi živel brez umetnosti? Sem daleč izven dobrega in zla, tako da sploh ne vem, kako bi odgovoril na to vprašanje. Ne vem, kaj to pomeni. Bergdora, ali ti delaš na čem? Ja in ne. Nam lahko kaj poveš? Ne. Delam na nečem, ampak je v neki fazi odlašanja. Kar naprej odlagam delo. Ampak začela bom prejemati umetniško štipendijo, in sicer 1. septembra. Takrat se bom morala resno lotiti dela. Če odlašaš, morda je to nekaj dobrega, morda razmišljaš. Ja, morda. Morda to pomaga. Bila sem kar pomirjena. Pritoževala sem se prijateljici in mi je rekla, raziskuješ pač, življenje je raziskovanje. In pomislila sem, super, zdaj raziskujem. Trenutno je življenje zdaj zelo hektično. Imam dojenčka in 5-letnega otroka. In moj partner dela na podeželju, tako da vsak večer zaspim in se potem začnem prebujati opolnoči. Lahko si predstavljam, ja. Kristin, ali ti delaš na nečem? Ja. Ampak je prezgodaj, da bi kaj povedala. Nihče noče nič povedati. Ja. Želel bi si sedeti na soncu v Sloveniji, ampak očitno nam to ni bilo usojeno. Imate kakšno vprašanje zame? Do zdaj je bilo zelo zabavno. Ne, saj se šalim. Ali ti delaš na čem?
Ne, samo na bazen hodim. Otroka bom dobil. Dejansko pa bom spomladi izdal knjigo. Aha. Kaj pa tvoja žena je že na porodniškem dopustu? Ne, šla je po mojo hčer v šolo in verjetno hodi preveč, tako da malo me skrbi. Kdaj pa je rok ali je že mimo? 25. Ampak mislim, da bo tokrat zgodnji. Aha, lev bo. Čestitke. Mazel tov. Fascinantno je prepletati pisanje, ki vsaj zame zahteva mirno psihično stanje, skupaj z vsem tem okoli tebe, z vsemi obveznostmi. Misliš, da pisanje zahteva mirno psihično stanje? Vsaj malo miru, da se lahko usedeš. Mirno življenje, niti ne mirno življenje, ampak miren kotiček, kjer ti nekdo ne teži vsakih 5 sekund, ampak ne nujno mirnega psihičnega stanja. Ne, najbrž ne. Pa tudi izuril sem se v tej veščini. Naprimer, ko sem končeval to knjigo in sem imel le 5 minut časa, sem se vrgel v delo in potem sem bil izčrpan. Nekdo je rekel, Elizabeth Jokulsdottir mi je povedala, ko sem pisala Svinjsko glavo in mi je bilo težko. Rekla je, to je tako kot pri vzletu in pristanku, ki sta najtežja. Zlasti vzlet. Ko si v zanosu, tudi če je par minut na dan, potem veš, da moraš končati, vendar se je zelo težko vrniti v to stanje. Že ko poslušam tvoje vprašanja, mislim, da si še vedno globoko v svoji knjigi. Tvoja knjiga govori skozi tebe. Saj je nisi še prebral, vem, ampak poznam tebe in vem, zakaj gre, ker sva vsake toliko časa v zadnjih letih govorila. Način, kako so tvoja vprašanja zadevala jezik, lokalnost, mednarodno pisanje, lokalno pisanje. Gre za roman o pisatelju? Ni roman, esej je. Aha. O tehnologiji in naravi, o učinku, ki ga ima uničevanje narave na našo domišljijo in občutenje. Aha, to je zanimivo. O tem veliko razmišljam. Pišemo in beremo zato, da bi postali, kdor smo. In vsakič, ko govorimo, govorimo o tem, kar želimo razrešiti v pisanju ali govorjenju. In postavljamo taka vprašanja. Na podlagi tega, kar mislimo, da si ti, še vedno pa razrešujem lastna vprašanja. To je res najbolj poniževalen trenutek, ko se zavedamo, da citiramo sebe, ko govorimo s kom in citiraš lastno pesem, ne da bi se zavedal, da kar si že napisal, spet govori skozi tebe. Mislim, da se mi to še ni zgodilo. Le čakaj. Ja, še prezgodaj je. Svoji ženi sem že rekel, kot razlagam v svoji novi knjigi. Ja, točno tako. Na nek način je to pisanje in to je čudovito. Ustvarjaš oziroma obračunavaš z lastnim notranjim dialogom. Obračunavaš s tem, kar raste v tebi. Če omeniš stavek iz lastnega dela, je naravno in nekaj čudovitega. To pomeni, da poteka rast. Upamo, da je čudovito. Ja, upamo. Potem pride tudi
do teh čudnih trenutkov, ko se zgodijo stvari, o katerih si pisal. Ja. Zdi se, da tvoje pisanje ustvarja resničnost. In resno pomisliš, da bi poklical tiste v belih plaščih. Tako se zdi, da to, kar si napisal, vpliva na dogajanje. To je res neka višja stopnja. To je res čudovito in grozljivo. To je kot pri skrajni tesnobi. Če misliš, da se bo nekaj zgodilo, recimo, da bo otrok umrl, misliš, da lahko to povzročiš in nočeš razmišljati o tem, ampak potem je še slabše. V bistvu poznam žensko, ki je morala napisati osmrtnico za sina. Terapevtka ji je rekla, naj napiše osmrtnico za sina, ker je bila prepričana, da bo povzročila njegovo smrt z lastnimi mislimi. Najprej ji je rekla, razmišljaj, da je že mrtev in piši osmrtnico. Pa bomo videli, kaj se zgodi. Mislim, da je to prav grozljivo. Ta ista terapevtka je rekla, en teden si predstavljal, da sem jaz mrtva in bomo videli, če res umrem. Tudi tega eksperimenta kot terapevtka ne bi naredila. Človek nikoli ne ve. Ja, človek nikoli ne ve. In potem pač umreš. To je dobra vaja za pisanje. Trenutno zaradi covida moj partner dela kot ribič stran od doma in jaz sem doma z otroki in živim kot v 40 letih 20. stoletja. O tem sem pisala v Svinjski glavi, tako da vrag je vzel šalo. Jaz ne bi o ničemer takem pisal. Ne razumem, kako je Stephen King še vedno živ. Imel pa je hudo nesrečo. Ja, to je res, hudo nesrečo je imel. Pomislila sem, da je klon ali kaj takega, morda je pa zato tako produktiven. No, krasno je bilo, hvala. Hvala vsem, srečno. Upam, da boste uživali v čudovitih slovenskih gozdovih in v gostoljubnosti domačinov. Pomislila sem, da sem jaz to povzročila. Dobila sem vabilo in sem pomislila, ne bi smeli leteti zaradi globalnega segrevanja, to bi bilo res hinavsko. Hvala lepa, Bergdora. No, žal mi je. Imam super moči. Razen, kar se tiče denarja. Aha. Kaj pa zdaj? Bomo kar izključili. Mislim, da se poslovimo. Kar odšli bomo. Vsi bomo vstali in odšli. Adijo, nasvidenje.